Pozdravljeni! Ko spremljam tehnični razvoj bolidov, mnogokrat naletim na nov, izpopolnjen bočni usmernik. Eden izmed zelo pomembnih delov na aerodinamični podobi bolida, a mnogokrat vidimo le slike, v katere strmimo, kot da bi gledali kako moderno skulpturo. A bočni usmernik ali birchboard je zanimiva zadeva, katero moramo preučiti tako, da naredimo korak ali dva nazaj. In prav to bomo poskušali narediti danes. Bočni usmernik je seveda aerodinamični element in ni strukturalni, a za razliko od mnogih, od katerih sem že govoril v prejšnjih prispevkih, ta posredno deluje na tiste sosednje in tudi druge malce bolj oddaljene. A da bi razumeli tiste tri glavne skupine, si moramo predstavljati bolid Formule 1, pri katerem ta bočni usmernik najprej loči tisti turbulentni zračni tok, katerega ustvari prednji zračni profil in kolo, od tistega laminarnega, kateri je ustvarjen malce bolj na notranji strani in gre ob konusu nosa po tisti obliki šasije in karoserije proti zadku. Druga funkcija je tista, ko se loči zrak, kateri gre v bočno hladilno režo od tistega spet turbulentnega za kolesom. In tretji je tisti vrtinec, ki ga ustvari tako, da zatesni razdaljo med ravnim dnom in seveda asfaltom. In razumeti moramo nekaj, ko gre bolid naravnost, deluje nekako vzporedno z smerjo vožnje tudi zračni tok na bolid. Aerodinamični oprijem je tisti, ki pride bolj do izraza v ovinku. Zato si moramo malce predstavljati, da takrat, ko je najbolj potrebna funkcija bočnega usmernika, zračni tok pride z malce drugačne smeri. In seveda, preden začnemo, še malce zgodovine. Prvič vidimo bočni usmernik na Lotusu 97T leta 1985, oče projekta Gerard Dugarouche. In trajalo je nekaj let, da so tudi drugi spoznali prednost, tam okrog leta 1990 je že dokaj pogost na bolidih Formule 1. Nato se razvija, rata sezone v sezono bolj kompleksen, s pravili ga kdaj omejujejo in tam okrog leta 2000 je že kar kompleksna zadeva. Poenostavitev smo videli v sezoni 2009 in nato 2015 zopet malce več svobode. In postali so precej kompleksni. In danes si bomo na hitro pogledali, kako deluje vsaka od teh funkcij pri tem zelo zanimivem elementu. Če pogledamo CFD simulacije, vidimo, da tako prednji aerodinamični profil, kot tudi samo prednje kolo generira turbulentni zračni tok, kar mislim, da ni nič takega. A razumeti tudi moramo, ukolikor hočemo imeti učinkovit, aerodinamično mišljeno bolid, ta turbulentni zračni tok ne sme priti v stik s tisto površino, katera je pomembna. To se pravi, tudi ta bočni del bolida mora obdajati laminarni zračni tok. In prav tu je prva funkcija tega bočnega usmernika, da turbulentni zračni tok enostavno loči od tistih pomembnih površin, da ga usmeri ven. In to najlepše vidimo pri tistem primeru, ko so ekipe na prostih treningih uporabljale tisto barvo, kontrastno barvo, da so videli učinkovitost raznih aerodinamičnih elementov. Vidimo na primeru bolida Scuderie Toro Rosso, kako lepo gre zračni tok ob obliki pokrova pogonskega sklopa, praktično vidimo ta laminarni zračni tok. Po drugi strani, ko so pri Red Bullu pobarvali zunanjo stran bočnega usmernika, vidimo, da tam stvari niso tako mirne in še kar je bolj zanimivo, vidimo tudi, da tista barva ni prišla na tisti notranji del pokrova pogonskega sklopa. To se pravi, zračna tokova sta bila lepo ločena.
In vezan na to funkcijo je tista druga. Namreč razumeti moramo, da v današnji formuli 1 te bočne hladilne reže morajo biti čim bolj učinkovite, ampak tudi čim manjše zaradi zračnega upora. Zato mora biti zračni tok, kateri gre skozi to režo, laminaren, to se pravi neturbulenten, mora biti velika količina zraka, katera se ne vrtinči, in tudi ta ne sme biti preveč hiter, da se bomo bolje razumeli. Tako da ima hladilnik tudi malce več časa, da tisto temperaturo odda zraku in tako pomaga pri hlajenju motorja z notranjim izgorevanjem. Seveda izjemno poenostavljeno povedano. Zato na bočnih usmernikih smo videli tudi pojavo tistih elementov imenovanih bumerang. To se pravi tistega profila, tudi dveh v obliki črke L na vrhu. Prav ta element je poskrbel, da tisti turbulentni zračni tok, ki ga je ustvarilo kolo in prednji profil, ni preskočilo na vrh, ustvarila se je nova turbulenca, ki je zopet ločila ta dva zračna tokova in tako pomagala učinkovitosti in reži na bolidu. Seveda, tu se moramo zavedati, da razne ekipe imajo drugačne aerodinamične poglede, kar se tiče bočnih struktur. Imamo na primer Ferrari, ki ima izjemno ozke bočne strukture in visoke, a v bistvu linearne. Imamo na primer Mercedes, ki ima malce nižjo, a v bistvu na spodnjem delu tudi malce zožano strukturo. In seveda to vpliva tudi na obliko tega bočnega usmernika. Pojdimo seveda še k tistemu tretji funkciji tega bočnega usmernika, kateri je pa malce manj vidno. V prejšnjih prispevkih smo govorili o talnem efektu. Tega generira zračni tok, kateri gre pod dno bolida. In praktično črpa se zrak iz tistega sredinskega dela, tam okrog tistih nosilcev prednjega aerodinamičnega profila, kot vidimo na skici. A pomembno je tudi imeti zatesnjene tiste zunanje dele, to se pravi tisti zunanji del ravnega dna, in tu se pomaga prav pri bočnem usmerniku z generatorjem profilom na nižjem spodnjem delu. Vidimo te, praktično povedano, poenostavljeno narezane dele, kateri pravzaprav ustvarjajo vrtinec, pomagajo zraku, da se lepše zavrti in tako usmerjeni na spodnji del opravijo to funkcijo. Poenostavljeno povedano, če pride do napake prav na tem delu, difuzor na zadnjem delu bolida ne bo deloval tako, kot so si zamislili, in prav zanimivo je videti to, kako so ti elementi povezani med seboj. In prav v tej optiki moramo gledati, ko preučujemo kako izboljšavo na teh bočnih usmernikih. Ne samo gledati sam element, kje so ga spremenili, ampak moramo zavzeti nekako celoto. Stopiti tisti korak, dva nazaj in pogledati tudi spremembe na prednjem in zadnjem delu bolida. Ukolikor jih ni, lahko začnemo razmišljati, kje je bila napaka, da so jo skušali s temi spremembami v bistvu popraviti. Ukolikor se omejimo samo na ta aerodinamični element, ne bomo razumeli dosti, kajti deluje v sovpregi z mnogimi ostalimi in zaradi tega moramo biti malce bolj pozorni. In seveda, bočni usmernik je zanimiv element, katerega dostikrat spreminjajo iz dirke v dirko. Mnogi viri nam kažejo fotografije, kako so se zadeve spremenile, a razlaga, do česa je to prineslo, bore malo kdaj vidimo. Zakaj? Tudi zato, ker nimamo podatkov. Lahko si samo predstavljamo, kako naj bi šel zračni tok, a mislim, da od kakšnih strokovnih publikacij bi lahko tudi dobili vsaj kakšno nakazano razlago. Vsekakor si lahko pa sami predstavljamo, kako te stvari grejo in seveda z določene distance, kot sem že povedal prej. Drugače bomo samo strmeli v to moderno skulpturo, brez da bi razumeli preveč, zakaj pravzaprav gre. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.